večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. V tokratni oddaji Županja z vami gostimo županjo občine Dravograd, gospo Marjano Cigala, ki jo seveda zdaj v našem studiu prav lepo pozdravljam. Dobrodošli in seveda hvala, ker ste si vzeli čas za nas. Dober dan. Gospa županja, občinski praznik ste pri vas v Dravogradu obeležili nedolgo tega. Ob nagradah in priznanjih najzaslužnejšim pa ste dobili tudi novega častnega občana. Ja, 4. julij je praznik občine Dravograd. Gre pravzaprav za obujanje spominov na tisto davno leto 1941, ko so zavedne Dravograjčanke in Dravograjčane izgnali iz Dravograda v Srbijo. In hkrati gre tudi za spomin na 10-dnevno vojno, ki je trajala leta 1991 za osamosvojitev naše države Slovenije. In ob tem seveda damo tudi nazive, častni občan, kot ste rekli, damo tudi nagrado občine Dravograd, ki je v denarni obliki, in pa priznanja ter grbe tistim ljudem, ki so pač v tem času, za grbe v nekem krajšem času, za priznanja v nekem daljšem času naredili nekaj več, kot pa smo ostali v občini. In tokrat smo naziv častnega občana Dravograda dali gospodu dr. Ferdinandu Blazniku, nazadnje načelniku upravne enote Dravograd, sicer pa izredno, bom rekla, pomembnemu človeku v Dravogradu, tako na področju gospodarstva kot na področju negospodarstva. V tem smislu, da je precej zadev tudi delal, pravzaprav tako kot rečemo, oral ledino. Gospod dr. Ferdinand Blaznik je še vedno, bom rekla, tak aktiven človek. Velikokrat ga tudi srečujem na različnih prireditvah, se jih udeležuje, torej tudi spremlja življenje v naši občini še naprej, kljub temu, da se je že upokojil. Pridružil pa se je našim častnim občanom, in sicer gospe Jožici Heber in pa gospodu Srečo Friaufu, gospodu Francu Vrešu in gospodu Adiju Kralju. Nažalost je nekaj naših častnih občanov že preminulo, predvsem bi rada omenila, da je med njimi tudi naš dolgoletni podžupan, gospod Alfons Nabržnik, tudi gospa Vikica Kos, ki je bila izredno ustvarjalna na področju kulture in prosvete, in tudi gospod Ludvik Pušnik ter iz gospodarskega področja gospod Kavtičnik. Seveda se jih vsako leto ob prazniku spomnimo, jih počastimo tudi z enominutnim molkom in seveda položimo cvetje ter prižgemo sveče na njihove grobove. Častni občani so za nas pomembni, predvsem zato, da nas spominjajo na to, da se da v življenju marsikaj narediti in da se da narediti veliko tudi za družbo, torej za nas vse skupaj. Ravno na tej slovesnosti ste mi, županja, povedali, da ste še kako ponosni na svoje upokojence. Praktično aktivni in prisotni so v vseh sferah vašega javnega življenja, no in vaši upokojenci ravno v tem letu obeležujejo, praznujejo 70 let in zato so dobili nagrado občine. Ja, letošnje leto je nagrada pripadla prav njim, sicer pa jaz velikokrat poudarim, da se naša nadgradnja, naše lokalne skupnosti lahko razvija samo na osnovi tega, ker so ti ljudje, ki so sicer sedaj upokojenci, bili tisti, ki so nekoč gradili našo lokalno skupnost, pač vsak na svojem področju, vsak v okviru svojih, bom rekla, strokovnih zmožnosti, pa tudi sicer vitalnosti. So pa res velikokrat prisotni v našem družbenem življenju, tudi sedaj, nekateri so že precej v letih, ampak se vedno potrudijo in pridejo na te prireditve, kar je, tako bom rekla, zelo lepo za pogledati, pa tudi en tak prijeten občutek ti daje, da je vseeno pomembno, da se te prireditve prirejajo, da se pač ljudje družijo, da si izmenjujemo misli, tudi včasih kakšno malo bolj na ostro, ampak ne glede na to vidim, da ljudje to izredno
pogrešajo, sploh zdaj v tem času covida, ko pa je tega bilo zelo malo ali pa skoraj da nič. No, v pogovoru zdaj, ki sledi, gospa Marjana, bodo v ospredju tiste, reciva jim, najpomembnejše investicije in začeti nekako morava z projektom Drava vodovod. Že kar 5 let pravzaprav poteka, pa neka rdeča nit je tudi ta, da je občina Dravograd nosilna občina, ki skrbi še za ostale v tem vašem področju. Ja, res je, to je eden izmed zelo velikih projektov, sofinanciran strani Evropske skupnosti in države. 5 občin se nas je povezalo, takrat na začetku se prijavilo na razpis Evropske skupnosti in tudi uspelo, ter si pridobilo bruto 50 milijonov evrov vreden projekt. Od tega je seveda DDV-ja približno 9 milijonov in še nekaj, zato je skupna vrednost projekta, če rečemo, da si DDV lahko odštejemo, 41 milijonov evrov. Za vodilno občino so pač določili občino Dravograd, verjetno tudi iz razloga, da je največja občina v tej skupini 5 občin. Sicer smo občine med seboj navajene že delati na evropskih projektih, ker smo skupaj delali že kanalizacijski sistem, vendar pa je bil sam način dela takrat drugačen in sicer takšen, da je vsaka občina delala investicijo z področja kanalizacije zase, potem pa je občina Radlje ob Dravi združevala te račune, dajala do države, država pa je potem povračala denar na vsako občino posebej. Naj poudarim to, da evropski projekti na splošno tako potekajo, se pravi, vse gre preko države in vse gre v tem smislu, da se povrača denar, se pravi, da občine pač velikokrat moramo tudi kakšno vsoto založiti. Velikokrat se to nam zgodi proti koncu projekta in si moramo včasih tudi kredit najeti, da lahko poplačamo te račune, potem pač dobimo povrnjene v nekem določenem času nazaj tudi preko države. Se pravi, ko država Evropski skupnosti dokaže, da se je neka investicija izvedla do konca, potem Evropska skupnost nakaže državi, država pa potem nam. V tem projektu pa seveda je sprememba v tem, da zdaj pa ne gre več tako, da vsaka občina posebej vodi projekt vodooskrbe, ampak to dela vse naša občina in moram reči, kar sem že velikokrat sicer povedala, da je to izredno velik zalogaj in da bi se taki veliki projekti na tak način, kot želi država, da se vodijo, morali voditi ali preko ministrstev ali pa preko pokrajin, ki jih pa na žalost zaenkrat še nimamo. Vidimo pa, da v naši sosednji državi, recimo Avstriji, pa to imajo na tak način urejeno in je tudi dosti lažje, kajti na občinah imamo sicer zaposlene strokovne ljudi, ampak število teh naših uslužbencev je majhno in tudi tak težek projekt potem pade na enega ali dva uslužbenca in to zelo težko potem sprovedejo pač tak projekt skozi. Je pa problem tudi v tem, da se pa velikokrat pogoji in merila strani države menjajo in potem so še dodatne težave. Tako da sprememb je veliko, ne samo na osnovi tega, sprememb na tem projektu je bilo tudi zelo veliko zaradi samega načrta. Sicer meni nadzorni inženirji in pa naš glavni inženir vedno pravijo, da je bil projekt slabo sprojektiran, da je veliko stvari bilo nedorečenih. Seveda, ko vprašaš pa projektante, pa rečejo, veste kaj, tako je bilo pač rečeno, da je treba in mi smo pač tako naredili. Tako da velikokrat je treba pač stopiti malo nazaj in se ohladiti, treba je projekt spraviti do konca, ali je bil čisto natančno sprojektiran ali ni bil čisto natančno sprojektiran, nam je pomembno, da bo deloval tako, kot mora delovati. In zdaj smo pravzaprav tik pred zaključkom. Mi smo imeli izvajalsko pogodbo podpisano do zadnjega avgusta letošnjega leta. Na žalost, zaradi tudi
COVID situacije, tudi zaradi tega, ker gradbinci ne morejo materijala dobiti v določenem roku. Nažalost so se tudi cene zelo povečale materijalov, pa pravijo, da ne bodo da 30. avgust ne bo nikakor tisti datum, kjer bi oni lahko končali, ampak da bi to lahko bilo šele konca novembra. Meni ali pa bom rekla naši občini Dravograd, ki vodi to investicijo, sicer to sploh ne ustreza. Mi smo se že pripravili, da bomo ta projekt seveda zaključili, ker mi moramo finančno veliko dela potem tudi opraviti, ampak seveda, če niso končali stvari tako na Muti, v Vuzenici in tudi v Radljah, je pač treba to dokončati. In na osnovi tega je celo potrebno sofinansersko pogodbo, ki jo mi imamo z Ministrstvom za okolje in prostor in se zaključi s koncem septembra, tudi podaljšati, tako da nas čaka še dodatno administrativno delo. Je pa glede na stvari, ki se v občinah dogajajo, ta 30.8. mogoč kot zaključek v občini Podvelka in Dravograd. Tu smo si pridobili že skoraj da vsa uporabna dovoljenja, tako da se lahko tudi vodovod preda v uporabo javnemu komunalnemu podjetju. Sicer je dogovorjeno, da bo vodovod vodilo javno komunalno podjetje Radlje in sicer nadzorovalo pa ga bo preko nadzornega centra, ki smo ga s tem projektom zgradili v Radljah ob Dravi. Vendar pa projekt kot tak se bo končal v celoti šele takrat, ko bodo vse občine končale, torej tudi še Muta, tudi še Vuzenica in Radlje ob Dravi. To pa naj bi bilo po zdajšnjih zagotovilih s koncem novembra. Jaz trdno upam, da bo, ker že ta datum 30.8. se mi je zdelo, da je nepotrebno, da tako podaljšujemo, da je 5 let, kolikor traja sama izgradnja vodovodnega sistema, sicer velikega, vseeno ena zelo dolga doba in da smo že vsi utrujeni od tega, ko se to tako dolgo vleče. Seveda sedaj na naši občini pripravljajo za občino Podvelka in Dravograd poplačilo zadržanega dela, ker v teh evropskih projektih je narejeno tako, da 10% se mora vedno zadržati finančno in se izplačuje šele potem, ko se projekt konča, zato da je pač neko zagotovilo, da se res konča, in je tega finančnega dela ali pa bom rekla administrativnega dela, da se teh 10% najde iz vseh situacij, ki so jih seveda, ki so bile, teh je bilo kar zelo veliko, mislim, da je 47 zdaj, je veliko in tako da dela ne zmanjka in samega administrativnega dela na projektu, tudi če se 30. novembra projekt fizično konča, bo še skoraj da za 1 leto. No, naslednji velik projekt županja ali pa velik poseg v prostor je tudi izgradnja ceste na Robin dvor. Ja, v naši občini je cesta na Robin dvor, poleg ceste na Podgrad, velik, če lahko rečem, cestni zalogaj. In sicer na Robin dvoru bi se morala končati že s koncem leta, nažalost tudi zaradi COVID situacije tega nismo zmogli. Res je, da je bilo rečeno, da gradbinci lahko delajo tudi v COVID situaciji, vendar pa niso zmogli delati, zato ker so bili delavci ali pa večina delavcev bolanih in seveda zaradi tega so dela tudi prekinili. Na koncu se nam je naredilo celo tako, da je izbrani gradbinc, ki je začel z deli na tej cesti, finančno šel v stečaj, se je najprej preoblikoval, potem pa šel v stečaj in smo morali narediti dodatni novi razpis, tako da smo dobili novega izvajalca in ta upajmo, da bo do jeseni to cesto tudi končal. Sicer je novi gradbinc malo nam poučital, da je ostalo samo tako težko delo, se pravi okrogle škarpe in podobno. In pa seveda cesta je edina na to veliko področje, ker je zelo veliko ljudi živi in so nejevoljni, ko se dela in se zapira in morajo čakati in seveda nažalost on je pač padel sedaj v
v to situacijo in mora to zagotoviti. Ta vrednost te obnove je okoli 600 tisoč evrov. Moram pa reči, da se je pa malo na njej vseeno zataknilo. Mi smo želeli cesto razširiti po celi dolžini, naredili smo tudi pločnik seveda in uredili pač kar je moralo se urediti. Tudi vodovod smo potegnili na tem področju v pločnik. Ampak na sredi tega klanca pa nismo uspeli dobiti vseh soglasij od sosedov, tako da bo pač cesta na sredini nekoliko vseeno ožja, se pravi ne 6 metrov, ampak bo samo 5 metrov pa pol, kar seveda nekatere naše občane moti, verjamem, ampak nažalost je pač tako, vsak privatni lastnik je lastnik svojega zemljišča in če se ne strinja, pač seveda ne moreš v to iti naprej. Je pa res, da razlastninjenje postopek, ki tudi obstaja, je izredno neprijetna zadeva, pa tudi zelo, zelo dolgo traja in naša sodišča so velikokrat tudi nepredvidljiva, tako da ni nujno, da boš ta postopek tudi pozitivno dobil zaključen. In se zaenkrat takšnega postopka nismo lotili, mi bomo pač pustili zožitev ceste, če bo pa mogoče v bodoče kako drugače, bom pa zelo vesela, če se bo seveda ta cesta potem tudi na tem delu razširila. V samem Šentjanžu zdaj ponosno stoji vrtec Kronica. Nova pomembna pridobitev. Ja, Kronica je pa res ta prava krona za naš vrtec, Dravograjski v celoti, sicer Šentjan je enota Dravograda, zelo modern vrtec s 6 oddelki. Moram reči, da so dolgo bile že pobude, da bi v Šentjanžu radi imeli nov vrtec, ampak nikoli se ni našlo, bom rekla, toliko denarja, da bi lahko rekli, zdaj pa dajmo. In hvala Bogu, da je zdaj prišel ta čas, da smo uspeli preko javno-zasebnega partnerstva ta vrtec izgraditi in sem izredno vesela, ker vem, da trenutno v naši občini je dovolj prostora za vse malčke, kateri starši želijo, da bi otroci pač tja hodili. Imamo še nekaj prostih mest, se pa pojavlja malo drugačen problem pri vrtcih. In sicer, da recimo v našem vrtcu Libeliče je trenutno zelo veliko malčkov, več kot smo jih pač pričakovali ali načrtovali. In seveda starši bi radi, da bi njihovi otroci hodili v vrtec tam, v Libeličah. Ampak v celem vrtcu je dovolj prostora, zato jih pač mi porazdeljujemo po celem vrtcu v različne oddelke in seveda je en majhen problem. Zdaj dograditi vrtec v Libeličah ni tako enostavno, ker je že sama ta administrativna procedura zelo dolga. Imeli so tudi en predlog kontejnerskega vrtca, kot so videli verjetno kje drugje, tudi mi smo se pozanimali, tudi to ni tako enostavno in sicer sam kontejner stane 75 tisoč evrov, medtem ko vse ostalo še moraš narediti. Je pa drug problem, kaj to pomeni, taka rešitev, mogoče trenutno za leto, 2, ja, kaj pa potem, ko morajo v šolo, saj šola tudi ne more prenesti tako velikega števila otrok, torej bo treba tudi potem iskati rešitve in se mi zdi, da je bolje se malo počakati in narediti res eno tako vredo rešitev, ki bo daljšega roka, ne tako ad hoc. Je pa drugače, vidim pa, da je življenje v Kronici zelo živahno, da so starši zadovoljni, vzgojiteljice zadovoljne, otroci so veseli, se igrajo. Je tudi v času covida delal ta vrtec pač v okviru možnosti. Določili so, koliko bodo imeli teh oddelkov, tako da v čisto polni zasedbi ni bil. In seveda imajo tudi iz drugih naselij naše lokalne skupnosti možnost, da si izbirajo in med izbirami je seveda tudi Kronica, če želijo pač, da njihov otrok obiskuje ta vrtec. No, tudi v Trbonjah ste županja investirali in sicer uredili ali poskrbeli ste za tisto cesto skozi vas.
Ja, to mi rečemo ureditev vaškega jedra. Tam smo seveda napeljevali od vodovoda do vseh ostalih infrastrukturnih zadev, tudi pločnik smo naredili. Malo težav smo imeli, ker smo imeli tam eno hišo, ki je bila pod spomeniškim varstvom, pa smo dolgo časa rabili, da smo se z spomeničarji domenili, da pa bi jo podrli, da so druge prednosti. Ampak uspelo. Smo pa ohranili eno kapelco, ki je bila tudi tam, tudi zaščitena, tako da smo jo celo tako malo izpostavili, da je bolj vidna, da bodo lahko tudi jo bolj opazili. Pa en star vodnjak na enem ovinku, ki je bil zdaj tako skrit, se je s tem tudi malo razgalil in bo dajal tudi možnost, da si ga kdo drug ogleda, ne samo domačini, ki vedo. Sicer smo pa cesto potem v sklopu z državo, ker je to državna cesta skozi Trbonje, potem zasfaltirali z malimi zamudami, moram reči, mi bi to veliko hitreje, ampak država pač nam ni mogla priti nasproti, ker niso imeli v proračunu. Takrat, čeprav smo mi to govorili, že najavljali ne vem koliko časa prej, let prej, ampak vseeno, na koncu smo se dogovorili in smo to uredili. Smo pa potem tudi na novo asfaltirali po Svetem Danijelu to cesto, kjer smo potegnili iz projekta Drava vodovod do konca Svetega Danijela, vendar pa nismo plačali iz projekta, ampak smo plačali iz občinskega proračuna in sicer zato, ker je bilo sprojektirano, da polagamo vodovod ob cesti, kasneje pa se je ugotovilo, da ob cesti ne gre zaradi raznih zadržkov, ki so bili, več je bilo teh zadržkov, ni šlo za služnosti, ampak drugi zadržki, ki so onemogočali, da se koplje ob cesti, in potem enostavno se nismo mogli v projektu dogovoriti, da je pač to sprememba, ki bi se morala plačati iz projekta, zato smo pa plačali iz proračuna, bilo je tam nekje okoli 100 000 evrov. Drugače pa v Trbonjah seveda je še en odprt problem, to je kanalizacija, ki še ni urejena, in računam na to, da če bodo zdaj v tej novi perspektivi, kako nam pač obljubljajo, da bi lahko tudi še določene projekte iz področja kanalizacij sofinancirane dobili, da bi tudi za Trbonje to bilo in da bi rešili torej še ta okoljski problem. No, če zdaj nadaljujeva, Sveti Danijel se tudi ponaša z novo asfaltno prevleko. Ja, to je tudi krajevna skupnost Trbonje in sicer gre za eno naselje, precej v planini, smo uredili in asfaltirali seveda to cesto, ki nas je stala tam okoli 450 000 evrov. Moram pa reči, da na področju cesta imamo dosti problemov, ker pa smo hribovita občina in je večni problem odvodnjavanje. Imamo na eni strani plazovite terene, ki jih moramo na ta način zraven sanirati, in pa odvodnjavanje, se pravi, dosti vode imamo v naših hribih in ta del nas veliko več stane kot potem sam asfalt. Ampak seveda, če že enkrat to delaš, potem moraš cesto urediti, narediti res tako, da bo vsaj par desetletij služila svojemu namenu. Je pa tudi res, da ceste so v današnji dobi veliko bolj obremenjene. Tako sam osebni promet je precej povečan, ljudje se kar dosti vozimo, in pa predvsem s tovornjaki, s pravili lesa, kjer pa velikokrat opažamo te velike tovornjake, ki se mi zdijo, da so vedno večji in zelo naloženi. Te ceste, ki pa so narejene v hribe, so ozke in seveda niso namenjene takemu težkemu prevozu. Ampak na žalost smo pri tem precej nemočni, tako da kljub opozorilom pač velikokrat vidimo, da nas ne upoštevajo. No, prav tako ste na novo županja asfaltirali tudi cesto Gvidan in cesto Lambizer. Ja, cesta Lambizer pa je v krajevni skupnosti Šentjanž, to je tam proti Šempetru ali pa na področju Šempetra. Tudi so zelo, zelo dolgo čakali na ureditev te ceste. Tudi tu je problem plazenja, tudi tu je problem velike količine vode, pa še dodaten problem smo si nakopali, ker cesta potuje ob potoku in takrat se najdejo naši urejevalci potokov, ki so sicer državni in zelo radi
pač dajo piskrček zraven, kadar mi ceste urejamo, in urejanje potoka s cesto pač nam kar kakšnih 100.000 ali 200.000 evrov več denarja vzame. In tako je tudi ta cesta potem prišla že skoraj da tja blizu 500.000 evrov, ker je kljub temu, da je ozka, ampak vseeno je pa bilo treba zregulirati potok, kar je seveda za naše prebivalce dobro. V vsakem primeru njih tudi ne zanima, to plača država ali to plača občina. Seveda mi, ko pa pripravljamo investicije, pa vsaka taka podražitev ti malo kakšno noč spanca vzame, ker pač moraš razmišljati, kje boš ti ta denar dobil, ker nisi imel namena, da pač ti rečeš, to je državno, država naj to uredi. Zato mogoče tudi ena sam tak pomislek, zdaj, ki je bil referendum o tem zakonu o vodah. Mi smo si pravzaprav na lokalnem nivoju izredno želeli, da bi ta zakon obstal, in sicer iz razloga, ker je nam prinašal občinam več denarja. Predvsem pa bi dobili denar za urejanje takšnih zadev, kot so potoki, hudourniki. Zdaj je pač večen problem, ker država to ne ureja, hkrati nam pa ne da denarja, mi potem sami iz proračuna dajemo ali pa ne dajemo in so ljudje slabe volje, delajo se škoda. Če bi pa seveda ta zakon obstal, pa bi iz Evropske unije dobili več denarja za te projekte in bi na lokalnem nivoju jih delali. Ampak tako je, zdaj bomo pač poskušali še na kak drug način reševati. Mi že vse skozi, naša občina sodeluje z državo, kar se tiče urejanja potokov. Najprej smo imeli dogovor tako približno 50-50%, da se da finančnih sredstev za obnovo. No, zdaj je že prišlo tako, da že občina skoraj da na 70 ali pa mogoče celo že na 80%, pa samo nekaj malega da država zraven, ampak vedno je nek tak velik problem, da ga ne moremo pustiti od zadaj in pač se odpovemo neki drugi investiciji in vložimo v regulacijo potoka. No, tudi na Gorčah ste uredili pločnik, avtobusno postajališče, pa še večnamenski športni objekt. Ja, res je, tam so se zelo zmodernizirali, moram reči, ali pa jih pohvaliti, tudi krajevno skupnost in pa vsa društva in ljudi, ker so izredno sodelovali, veliko so pomagali, tudi donacij so veliko dobili in smo res uspeli. Lepo je, imajo krasen večnamenski športni objekt, tudi zelo, bom rekla, estetsko urejen, tudi dosti igrala za najmlajše so uspeli urediti, tudi eno balinišče so uredili, no, športno igrišče tako ali tako. Sam pločnik in pa avtobusne postaje pa seveda so bile nujne, ker pač promet, kot sem rekla, je velik, poleg tega pa je kljub temu, da je to državna cesta skozi Libeliče ali pa skozi Gorče, ni narejena po jusu. To je ožja cesta in normalno, da so se ljudje počutili izredno ogrožene, tako da pač je bil pritisk za to, da se enkrat naredi ta pločnik velik. Jaz jim samo želim, no, da bi res uživali tam na tem področju svojega bičivnika, kot ga imenujejo, in pa da bi se čim bolj tudi športno rekreirali. Se vemo, da zdrav duh v zdravem telesu je tudi velikega pomena. No, obnovam cesta pri vas, ker ni videti konca. Županja, uredili ste še odseke pri vikendih na Goriškem vrhu, pri Dražniku in Poročniku na Goriškem vrhu ter Jamniku na Viču. Ja, mi pravzaprav veliko vlagamo v cestno infrastrukturo, ampak še vedno v okviru finančnih možnosti. Moram reči, da to je že ena taka stara zadeva, se mi zdi, da sem že lajnasta, tolikokrat sem to povedala. Velikokrat ljudje še vedno razumejo proračun kot denar za investicije v cestno infrastrukturo. Tega seveda ni. Proračun pokriva vse prej kot pa cestno infrastrukturo. Vse drugo moraš preporavnati, od sociale do šolstva, vrtcev, zdravstva, uprave, da deluje. Ni da ni, civilna zaščita, dosti je tega, no. In nam za te investicije potem v tem splošnem delu proračuna
ne ostane nič. Tako da mi investicije delamo iz tistega dela, kjer si sami pridobivamo denar, rečemo na trgu, se pravi, ko pobiramo NUSZ, potem tudi iz komunalnega prispevka, potem razne, mi ko se prijavljamo, da dobivamo sofinanserski denar, se pravi ta sofinansirana sredstva, in še kaj, koncesija za uporabo reke Drave in tako naprej. In iz tistega dela potem delamo investicije, ki na eni strani seveda imajo prednost tiste, ki jih sofinansira Evropska skupnost in država, zato da pač mi lahko naredimo investicijo in damo manj iz proračuna zraven, pa imamo, pa se moderniziramo, se razvijamo. Na drugi strani so pa tiste investicije, kjer država in tudi Evropska skupnost nič ne dasta, ampak moramo dati vse sami in to so te ceste. Ampak vseeno se zelo trudimo, da bi, če druga ne, če ne moremo celo cesto urediti, zasfaltirati, da vsaj tam, kjer ljudje živijo, naredimo tako imenovane protiprašne zaščite, da se jim ne kadi, da je življenje znosno in tako naprej. In eno izmed takih protiprašnih zaščit je tudi ta na Ojstrici, kot ste rekli, pri vikendih. Sicer eni ne radi slišijo, da rečemo vikende, ampak nič hudega ne mislimo s tem, nič slabega. Pač v tem naselju se je naredilo in pa seveda pri Dražniku in pa pri Poročniku, pa tudi pri Jamniku na Viču, kjer gre pravzaprav za nadaljevanje ceste Vič-Goriški vrh. In ker ni denarja za celotno cesto Goriški vrh, bomo pač delali po segmentih. Zdaj smo se lotili tega prvega dela, potem pa počasi proti vrhu. Seveda investicije v cestno infrastrukturo so drage. Takšne protiprašne zaščite, kot so te, pridejo tam okoli 150 000 evrov in seveda zdaj jih je več. Mi imamo en tak princip, da bi v vsaki krajevni skupnosti vsaj po eno na leto naredili. Ampak nažalost, koliko je denarja. Seveda, če ne naberemo toliko tega denarja iz tega tržnega dela, potem pa seveda tega ni toliko. Je pa res, da ta prioritetni vrstni red pa nekako določajo krajevne skupnosti. Torej, tam se na svetu krajevne skupnosti odločijo, katero cesto, kateri odsek bi pač to leto recimo se saniralo. Ampak zelo velikokrat potem pa pride seznam k nam in pa potem se pa oglašajo ljudje, pa rečejo, veste, zdaj boste pa delali pri Dražniku recimo, jaz sem pa 300 metrov stran, a pri meni pa ne boste, a ne? Zakaj pa ne bi pri meni zdaj, ko ste tu? Pa naredite tudi to, pa imamo to urejeno, ali pa še mogoče, bom rekla, bolj zanimiva situacija, da pride k tebi pa reče, lejte, cesta je v naši lasti, zdaj pa pri njih boste delali, jaz ko sem pa 200 metrov stran, pa še moja cesta je, pa ne boste. In potem imamo vedno eno tako, kaj bi rekla, neljubo situacijo, ko je treba poiskati dodatni denar, da omogočimo, da se pač ta del naredi. Seveda je upravičen, če se postavite v škornje tega gospoda, ki je lastnik zemljišča, ne, je čisto jasno, da bo verjetno tak pogoj postavil. Ali pa tudi mogoče tak, ki vidi, ne vem, ima iste probleme z prahom in to, ampak pri meni pač, ker sem malo več oddaljen od ceste, ne, pri sosedu pa. Pač to je nikoli dokončana zgodba, no, ampak mi se trudimo, da gremo pač vsako leto skozi, da se držimo svojega načrta. Letošnjo leto sicer še nekaj več teh protiprašnih in da je tako, bom rekla, enakomerno porazdeljeno po lokalni skupnosti. Da ne reče sem na enem koncu se dele, na drugem pa ne. Je pa res, da imamo dve zelo veliki krajevni skupnosti, to sta Šentjanž in Dravograd, v primerjavi z ostalimi, potem pa vsi po eno. In dobim tudi ta očitek, da to ni prav, da bi recimo na področju Dravograda, ki je tako zelo velik, morale biti vsaj 3 ali 4, na področju Šentjanža tudi 2 ali 3. Jaz se čisto strinjam, mi pač gledamo, da z denarjem jih pokrijemo, da potem to res naredimo, če pa bi prišel kak dodatni denar, pa rade volje. Samo da se to uredi, jaz to razumem, cesta je pomembna, razumem, kaj pomeni,
prah po poleti, neurejenost po zimi, kljub temu, da imamo vzdrževanje, sprotno vzdrževanje, ampak vseeno, življenje je pač tako, a ne, danes gre dež, jutri gre mogoče sneg, vmes se popravi, pa zopet potem vozijo les, recimo, pa uničijo cesto, pa se pritožujejo tisti prebivalci, ki so tam, pravijo, glejte, kakšno cesto so nam naredili, ne moremo z osebnimi avti čez, vse drži. Ampak seveda morajo se pa postaviti tudi v naše škornje, ko pa ni denarja toliko, da bi lahko vse naredili naenkrat. Tudi dvorec Bukovje ostaja v vašem fokusu. Uspeli ste na razpisu za tako imenovano ledenico. Zdaj marsikdo ne ve, o čem govorim. Razložite nam malce vse skupaj. Bukovje je naš center, rečemo, kulture in umetnosti. To je bil včasih vojaški objekt, ki danes je daleč od tega. Kljub temu pa smo nekako si želeli, in tudi jaz upam, da uspeli, zadržati del tega, da je bil nekoč vojaški objekt, zato smo na čisto vzhodnem delu, ločeno od dvorišča samega dvorca, uredili park teh vojaških vozil, ki ga tudi trenutno pač bomo pokrili z nadstrešnico. Ampak tisti drugi del, ki me pa sprašujete, je pa del samega dvorca. Mi smo najprej se prijavili na en projekt, to je čezmejni projekt, se mu reče Boberček. Ta projekt je bil zasnovan tako, da se naredi ena taka poučna pot, ki bo pripeljala ob Dravi, da se pokaže lepote Drave in vse, kaj imamo od raznih vrst ptic, ki jih nikjer na svetu ni, pa do raznih rastlin, ki jih tudi nikjer na svetu ni, do dvorca, kjer imamo tako imenovani informacijski center, kjer pa si lahko potem tudi to na računalnikih pogledaš, pa še vse drugo zgodovino naše lokalne skupnosti. Zelo zanimivo. To smo že končali in nas je stalo približno 100.000 evrov, govorimo o okroglih številkah. Sicer pa smo se prijavili tudi preko RRA-ja še na dodatni projekt glede tega informacijskega centra, in sicer, da bomo lahko v tej sobi gledali tudi, kaj se je dogajalo v tistem gradu, ki je bil pa nad Bukovjem, ki so zdaj same ruševine in je zdaj v tej, kaj reče, 3D ali 4D ali 5D, ne vem koliko D je že zdaj, da lahko gledaš, kako so takrat živeli ljudje v Zgornjem gradu. Potem pa, ko smo ta projekt zaključili, pravzaprav hkrati, ko smo ga zaključevali, smo se prijavili na novi razpis, in sicer preko Lasa, za obnovo kavarnice v spodnjem delu našega gradu, pa za apartmaje v zgornjem delu gradu, in to se tudi zdaj počasi končuje, izredno lepo, včasih niti ne moš verjeti, da je to pri nas, ampak res lepo. In nas je tudi stalo tam okoli 150.000 evrov in zdaj smo prišli do te ledenice, ki pa nam pomeni potem še nek dodaten okrasek tega našega Bukovja. Ledenica je že včasih obstajala kot neke vrste hladilnica. Tam so imeli živila in je bila posebej narejen prostor izven gradu. Sedaj bomo mi to ledenico uredili, pač po tistem, kar vemo, kolikor pač iz literature smo potegnili. Na vrhu tega prostora pa bomo naredili seveda eno tako razgledno točko, da se lahko usedeš pod streho seveda in si ogleduješ Dravograd, Dravo in seveda nasprotni breg reke Drave. Tudi ta investicija je približno 100.000 evrov, se pravi tudi preko Lasa, vendar je morala biti posebej prijavljena, ker gre iz drugega fonda, recimo Lasa, kot pa je šla kavarnica in obnova apartmajev. Smo pa delno tudi preurejali samo dvorano v Bukovju, smo morali malo spremeniti, tudi en dodatno vhod smo morali narediti, to so pač določena pravila oziroma zahteve tudi inšpekcij, ki pač hodijo in pregledujejo objekt, ki mora biti pač primeren za toliko ljudi, kot jih pač včasih gosti. No, v dvorcu imate zdaj, mimogrede ste županja že omenili, kar nekaj lepo
sicer enostavno urejenih sob, ob tem še en apartma z lastno kopalnico. Če ste imeli recimo leta 2019 35 nočitev, takšen je podatek, jih je bilo lani že 75. Vaši gostje pa so zanimivo kar v veliki meri tudi kolesarji iz Avstrije, Nemčije in iz tudi Italije. Ja, res je, mi smo veseli, da je to v porastu in pa velikokrat presenečeni, ker Bukovje tujci zelo dobro poznajo. To se pravi, da je dobra reklama, no? Da tisti, ki pri nas nočijo ali pa ki se oglasijo, si ogledajo, da dobijo zelo prijetne vtise in to potem ponesejo naprej. Tudi pri prireditvah recimo smo ugotavljali, da kar dosti pride sosedov, recimo Avstrijcev, si ogledati kakšno prireditev ali pa kasneje, ko je ponovitev recimo. In moram reči, da ti naši Dravitovci so našli tisti pravi model, kako je treba pravzaprav se obnašati v turizmu oziroma obnašati v takem dvornem turizmu, kot je pač naše Bukovje. Je pa res, da je v dvorcu pa stalno nekaj novega, je tudi zelo bogat z raznimi slikami, z raznimi umetninami, res je kaj videti. In tudi sam sprejem v dvorcu in pa predstavljena zgodovina dvorca je izredno zanimiva, tako da marsikdo mi reče, veste, tega še pa nisem kdaj doživel, ko sem poslušal zgodovino, pa da bi me tako pritegnilo, da kar nisem mogel nehati poslušati. In to se mi zdi, da je res pomembno, bojim pa se, da bo treba to delati na mlajših, ker ti starejši, vedno starejši postajamo in počasi se bomo potem poslovili in ko bodo drugi odzadaj, da to ne bo zamrlo, ampak da se bo še bolj razvijalo naprej. No, še o enem velikem zalogaju gre zdaj v nadaljevanju nameniti nekaj besed, in sicer kanalizaciji v Črnečah, ureditve le-te in pa delne ureditve njihovega Hudega potoka. Tam je tudi kar nekaj dela bilo s tem. Ja, kanalizacija je en tak star problem. Sicer Črneče kot krajevna skupnost je bila komunalno urejena vas, ki sicer ni tako majhna, okoli 1000 ljudi ima. In že zelo zgodaj so jo znali komunalno urediti, vendar pa so jo urejali na tak način, kot so jo pač takrat znali ali pa kot je takrat bila doktrina recimo. Danes seveda to ne zadošča več, poleg tega pa takrat je mogoče bilo 300 ali pa mogoče 400 ljudi, danes pa jih je enkrat ali dvakrat več. Tudi to bi pač morali upoštevati, ampak niso v zadostni meri. In problem kanalizacije je bil ves čas pereč, ljudje so se pritoževali, da pač ti jaški, ki so tam narejeni, da se pokrove meče v zrak, da ta voda, v katero je bila speljana kanalizacija in potoki Črneč, da so v obhudih nalivih pač zelo neprijetni, neugodni in da je pač onesnaženo in oni tega ne morejo prenašati. Seveda, mi smo se problema večkrat lotili, pomalo komunala je to tako sproti urejala, ampak to je bilo premalo, to je tako, kot rečejo, gašenje tako malo sem, malo tja, treba je bolj učinkovito rešiti, zato smo potem dali tudi narediti projekt. Kako pa rešiti to kanalizacijo? In je narejen projekt v 2 delih. Prvi del smo zdaj uspeli narediti preko VGP Drava, 250 000 evrov nas je približno stalo. Drugi del, tisti, ki je pa manj pereč, kot je bil ta, pa bomo zdaj seveda dali v to perspektivo, zato računamo, da bo še kaj denarja tu v tej evropski perspektivi, ker mi ne samo, da imamo Črneče še za rešiti, imamo, kot sem rekla, Trbonje še za rešiti in nekaj malega tudi na področju Viške ceste in pa Dravograda, s tem, da računam, da bomo iz teh regionalnih spodbud, na katere smo že prijavljeni in čakamo na sklep, da bi področje Dravograda, Mariborske ceste, ki je na žalost še vedno imajo greznice, da se bo priključilo na čistilno napravo in da bomo pač dosegli sofinanciranje
ki nam pač omogoča, da potem lažje to seveda izpeljemo. Sicer imamo mi na področju kanalizacijskega sistema kar visok procent že ureditve, ampak vsega pa seveda še ni in določeni taki večji problemi, kot sem ga omenila tudi Črneče, so pač nekako ostali odzadaj, niso pa na novo, to so zadeve, ki se sedaj sanirajo in v teh imamo včasih tudi malo probleme pri prijavah, ker ne delamo na novo, ne priključujemo na novo ljudi, to se pravi, oni rečejo doseganje ciljev čim več ljudi, a ne? To so novi cilji, ampak mi saniramo, kar pomeni, da so ti ljudje že priklopljeni in včasih je težko se nekako zmeniti, da kljub temu manjše občine nimamo toliko denarja ali pa tudi iz teh cen, ki jih pač imamo za storitve na tem področju, ne dobimo toliko denarja, da bi lahko obnavljale takšne večje posege v kanalizacijski sistem. Sicer pa druga zadeva, ki ste jo omenili, to je Hudi potok. Tu smo spet pri tistem, kar sem prej povedala, da je to v državni lasti. Sicer poteka potok po sredini vasi, je tudi reguliran po sredini vasi, ampak ne v celoti. In tam, kjer je ostal nereguliran, je povzročal težave in smo pač prosili državo, da bi pač nekako to uredila in ni bilo, pa smo se pač sami lotili, seveda pod njihovim okriljem. To pa ne smeš, da bi ti sam, ne da bi oni rekli, da lahko in te nadzirali. Smo dali okoli 30.000 evrov, da smo del zregulirali, sedaj bi pa radi seveda, da bi pa ostali del pa seveda država naredila do konca in bi bil ta problem rešen. Podobno smo imeli recimo v Šentjanžu, kjer je tudi ob poslovilni vežici, je tudi državni potok, ki je deroč, ampak ne vedno, pač takrat, ko so neurja, povzroča težave in tudi tam smo dali denarja zraven, tako da smo preko VGP-ja tudi v zdajšnjem letu uredili ta del, ki je bil. Ampak seveda teh hudournikov je še kar dosti na našem terenu, tako da ne bo hitro konca. No, med še odprte investicije prištejeva lahko tudi dokončanje ceste na Podklanc. Tudi tam je še nekaj dela. Cesta na Podklanc je bila en velik zalogaj. Mislim, da je stala tam okoli 1.200.000, 1.300.000 in sicer več stvari je bilo na tej cesti. Se pravi, ne samo, da je bilo treba urediti, razširiti na določenih področjih. Tu smo sodelovali skupaj z železnico in se jim res toplo zahvaljujem, da so nas ubogali in so naredili podvoz, ki je bil prej takšen majhen, komaj en avto se je lahko peljal v eni smeri, da je sedaj velik podvoz in lahko gre v obe smeri promet. Mi smo seveda potem naredili pločnik, uredili cestišče, odvodnjavanje, seveda tako, kot je treba. Tam tudi so mi povedali ljudje, da so izredno zdaj zadovoljni, da so imeli prej ob vsakem dežju probleme, da se je nanoslo ogromno peska, tudi voda jim je odnašala zadeve, zdaj, kar je pa cesta urejena, pa tega ni več in to je za mene največja pohvala, da so zadovoljni, da se je cesta res uredila tako, kot je treba. Smo pa tudi položili seveda hkrati novo kanalizacijo, čeprav je že bila, ampak novo, pa tudi vodovod smo uredili na novo, tako da je to področje sedaj, kar se teh 3 infrastrukturnih zadev tiče, urejeno. Dela so potekala še na cesti pri Vratih, seveda po odsekih. Tam je podoben problem, kot je na Goriškem vrhu ali na Ojstrici. Mi smo se potrudili, da smo na 3 odsekih delali, smo tudi dali tam, bom rekla, kar okoli 150-200 tisoč evrov. Tudi eno škarpo vem, da smo morali tam urediti, ker je plazilo. Imamo pa letošnjo leto še v načrtu, še na 2 koncih na tej cesti narediti. Je pa večji problem pri tej cesti da je pa, to je pač lastništvo in lastništvo je včasih neugodno. Na začetku te ceste, ta cesta poteka po občini Dravograd, na začetku je od glavne ceste. Potem je nekaj časa občina Muta, potem je pa zopet občina Dravograd. In tam, kjer je občina Dravograd, seveda mi delamo, vlagamo, ker občina v tujo lastnino ne sme vlagati. In vmes, ko je ta odsek občine Muta, seveda ni asfalta in se ljudje pač
močno pritožujejo. In mi se sami sebi že zdimo takšni nismo prijetni, no, ker jim pač vedno povemo, da to ni naša cesta, to ni naša lastnina in mi v to lastnino ne moramo vlagati, bomo pa opozorili občino Muta. Seveda ljudje niso zadovoljni s takim odgovorom. Oni bi pač pravijo, ja, tu ste naredili, pa tu ste naredili, pa tu, a ne, tu not vmes, pa dejte, no, pa jo pa vi prevzemte, rečejo, ne? Ampak mi seveda ne moremo kar tako prevzeti zemljišča, to so pod drugimi zakoni in to so cele procedure, da se bi lahko te meje uredile. Čeprav je z naše strani že večkrat bil predlog, ne samo za Muto, mi imamo podobne primere tudi z občino Slovenj Gradec, in sicer to so take zajede, ki na eni strani gredo recimo v našo zemljišče, pa je slovenjgraški naslov, na drugi strani pa recimo občina Slovenj Gradec, pa so naši občani, pa smo rekli, zravnajmo, da ne bojo imeli oni težav, pa ne mi, pa ne vi, a ne? Ampak enostavno smo nekje sredi tega dela obtičali in nismo naredili naprej. Tako da zagotovo bo treba to nekako urediti, da bodo te meje bolj ravne, ker potem se tudi lažje dela. Sicer pa občine med seboj sodelujemo, pa tudi skupaj smo v tem svetu koroških občin, ampak pri teh investicijah pa je vedno problem. Pač nekako, to je stvar tega dogovarjanja, pa malo se pozabi, ker ni ravno tvoja občina in se potem to tako vleče. Smo pa zdaj trenutno skupaj v enem skupnem projektu z občino Slovenj Gradec in sicer glede vodovoda. To je na področju poteka 3. razvojne osi, kjer smo morali zagotoviti, da bodo ljudje imeli pitno vodo, ker imajo na tistem področju, ne ravno tam, kjer bo trasa šla, ampak v bližini svoja vodna zajetja in bi mogoče lahko cesta tudi povzročala kakšno onesnaženje. Zato smo morali državi zagotoviti, da bomo mi iz projekta Drava, pravzaprav ne bomo iz projekta dali denar, ampak iz našega proračuna in bomo področje Svete Jedrte seveda z vodovodom opremili in naprej tja proti Slovenj Gradcu, da bomo tiste ljudi, ki so sedaj imeli ta vodna zajetja pod ali pa na področju trase 3. razvojne osi, priklopljeni potem na projekt Drava in bodo lahko načrtovalci 3. razvojne osi potem v miru načrtovali potek ceste naprej. Ker do zdaj pač to stoji, pravijo, dokler ne bo zagotovila oziroma narejenega vodovoda, ne samo zagotovila, da bodo lahko imeli vodo iz našega projekta Drava, dokler oni ne bodo risali naprej in tudi resnici stoji. Mi pa smo načrte že naredili, že imamo, zdaj bomo izvajalca izbrali, tako da letošnje leto bomo to tudi fizično uredili. Na pomanjkanje parkirišč zna biti težava marsikje, ampak center Dravograda tam pri občinski stavbi se zdaj lahko pohvali z nekaj novimi, pa lahko rečeva tudi sodobnimi parkirišči. Ja, parkirišča so večni problem. Tako pri blokih, sploh da ne govorimo o zatečenih stanjih, kjer so včasih gradili bloke skoraj da brez parkirišč, ker pač je bilo bolj malo vozil in pa danes, ko ima vsaka družina 2 ali pa 3 avte. Sam trg je še posebna težava. Z ureditvijo smo morali spremeniti način parkiranja. Prej smo imeli tako, mi smo rekli, z ritjo na cesto, ampak zdaj mora biti to bočno parkiranje in smo izgubili več kot 30 parkirišč v samem trgu. Zato smo seveda bili prisiljeni iskati parkirišča pač v neki bližini. In ker je država takrat seveda vztrajala pri tem projektu, ker pri obnovi trga smo bili skupaj, država in občina. Država je urejala cesto, medtem ko pločnike, infrastrukturo, se pravi kanalizacijo, vodovod in vso ostalo optiko in elektriko in kar vse je bilo, pa občina. In so takrat nam obljubili, da nam bodo pač sofinancirali nekje drugje neka parkirišča. Ampak potem je pri tej obljubi pač samo ostalo. Jaz sem že mislila, da tako ne bo nič od tega. Hkrati pa smo mi na cesti proti Mariboru, kjer imamo čistilno napravo, v času, ko smo zaključevali dela na čistilni napravi, uredili tudi eno križišče. Takrat država ni imela
pač v proračunu denarja, da bi to križišče naredila, ker je državna cesta in so nam obljubili, da če bomo pač mi to uredili, zato da bomo lahko čim prej čistilno napravo vključili v promet, da bodo nam to povrnili. In sedaj so združili ta sredstva, to se pravi tista, ki so nam bili dolžni za samo križišče pri Svetem Boštjanu in pa to obljubo, da je toliko manj parkirišč in so nam izgotovili parkirišča pod občino. Seveda zemljišče je občinsko, ampak vsa dela in ostalo pa je prispevala država, razen določenih detajlov, ki smo jih pač hoteli na občini, da so drugačna, tista pa smo morali sami plačati. No, kmalu se pri vrhu županja začenja tudi gradnja nove stavbe, novih zunanjih enot Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Tudi tu pridobite kmalu eno stavbo. Center za CUDV, verjetno mislite. Sam center v Črni je stara stavba, ki ima izredno veliko gojencev, in so že večkrat prosili, da bi se to stavbo obnovilo, vendar pa nekako ni bilo sredstev dovolj. Hkrati pa je sedaj prišlo do novih idej, se pravi, da ne bi samo ta center bil kot center, ampak da bi se lahko tudi zgradile kakšne take dislocirane enote po občinah, če bi seveda našli primerne prostore in če bo se odprlo, da se lahko črpa evropski denar. In občine smo našle take prostore, denar se je tudi našel in tako je Center za usposabljanje in delo Črna začel s tem projektom, ki ga seveda vse oni vodijo in pri nas bosta nastali dve hiški povezani pod občino in sicer za, mislim, da bo to 6 stanovanj, 8 stanovanj za takšne njihove gojence, ki lahko sami živijo, ampak da imajo nadzor preko Centra za socialno delo. In videla sem načrte, zelo lepi so, to so take hiške tam okoli 216 kvadratnih metrov, so velike, mogoče ena malo večja in mislim, da bo nekaj lepega, no. No, na občini pa županja ste pridobili tudi sredstva oziroma sklep za začetek del na industrijski coni v Otiškem vrhu. To pa je res ena taka pomembna zgodba. Ja, a veste, to so te tako imenovane regionalne spodbude, ko jih non-stop občine omenjamo, in sicer leta 2016 se je država odločila, da bo občinam dala preko regionalnih spodbud tudi določen evropski denar za projekte na področju komunalne infrastrukture. Mi smo se prijavili za 3 zadeve. Ena je dokončanje kolesarke od Kovtrovega krožnega križišča pa do starega mostu čez reko Dravo, tam, kjer imamo kolesarski most. Ta drugo smo se prijavili za dokončanje kanalizacije na področju samega mesta Dravograd in ta tretjo smo se pa prijavili za ureditev industrijske cone in sicer na tem področju, kjer je zbirni center, podjetje Dinus, Interevropa, in da bi zgradili most čez reko Mislinjo, zato da bi lahko povezali še drugo stran industrijske cone in s tem tudi omogočili podjetju Monter, da bi se lahko ogradilo. In podjetje Monter je od nas to pričakovalo že zelo dolgo časa in sicer od takrat, ko je železnica s svojimi odločbami dala pogoj, da mora občina zapreti železniške prehode, tako imenovane manjše železniške prehode, in eden izmed teh je tudi na področju Monterja. Eden je tu na področju bivše Klavnice ali pa zdaj NCM-ja, eden pa je pri Klančnikovih, se pravi na področju Podklanca. Ni bil problem zapreti ta prehod na področju Podklanca, ker smo našli drugi način vožnje
tem prebivalcem tam, se pravi, smo tudi cesto potem ustrezno uredili in vse. Problem pri NCM-ju ali tu bivše Klavnice tudi ni bil tak problem, ker smo naredili novi most čez ta potok in smo tudi omogočili, da so lahko te hiše, ki so pač na tem področju in bi bile s tem odrezane, če bi prehod zaprli, normalno funkcionirajo z ostalim svetom. Problem pri monterju pa je bil malo večji in sicer zato, ker je potreben večji most, ki je zelo drag in mi v proračunu sredstev nismo imeli. Zato smo se prijavili na te regionalne spodbude in po 4 letih smo končno zdaj dobili odločbo. Gre za nekaj več kot 2 milijona vreden projekt, kjer ga bo država Slovenija in Evropska skupnost financirale približno v 1.200.000 evrih. Ostalo pa je seveda nekaj DDV-ja, ki se lahko delno povrne, se pravi tam, kjer gre za vodovod ali kanalizacijo, kjer gre pa za cesto, pa nažalost ne. Gospa županja, zdaj bomo počasi morali zaključiti, samo nekaj sekund ostaja pričakovanja v stavku ali dveh. Občine. Pričakujemo seveda, da bi bilo stanje na področju COVID-a takšno, da bi lahko kolikor toliko normalno živeli, da bi se lahko razvijali in te investicije in ostalo, kar imamo planirano v proračunu, tudi izvedli. Seveda si želim, da bi ljudje bili zdravi in da bi lahko aktivno sodelovali in potem tudi uživali vsem tistem, kar bomo skupaj naredili. Gospa županja, kar prehitro je minila tale urica skupnega druženja, kar nekaj vprašanj je ostalo neodgovorjenih, o priložnosti nadaljujeva, za danes pa hvala lepa in lepo se imejte do prihodnjič. Nasvidenje. Ja, nasvidenje tudi vam. Hvala lepa, drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za pozornost. Naša večerna gostja je bila županja občine Dravograd, gospa Marjana Cigala. Hvala torej še enkrat in nasvidenje.